Sredi mojega kolesarskega dopusta v okolici Ptuja je danes napočil čas za kraljevsko etapo. Opravil bom enega najdaljših vzponov v Sloveniji in sicer se zdaj zapeljem v Fram, kjer me čaka 19 km vzpona na Areh. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Naredilo se je tako super lepo sončno vreme, vseeno pa je kar precej hladno, se je bilo ob 9. zjutraj komaj 13 stopinj Celzija. Vseeno upam, da se bo čez dan segrelo, zato ker jaz se odpravljam gor na Pohorje preko 1000 metrov nadmorske višine in fajn bi bilo, da me ne bi preveč zeblo. Jaz imam še kakšnih 9 km do Frama, popolna ravnina, prazna cesta, lepa okolica, super je. Potem bomo pa videli, kakšen ta vzpon dejansko je. Na Garminu števc pravi, da je 19 km in da je povprečni naklon 5%. Na spletni strani Klanci pa piše, da je 21 km in pol dolg vzpon in da je povprečni naklon 4%. Ne vem točno pa, kako kdo meri začetek in konc klanca. To se bom prepričal danes na lastne oči. Na Areh se odpravljam kar z nekaj insajderskimi informacijami, zato ker sem navezal stik tukaj z lokalnimi kolesarji. Eden mi je celo izrisal progo, po kateri naj grem, drugi mi je svetoval, katera smer je boljša za vzpon, katera za spust. Tako da se nekako počutim dovolj suvereno, da se odpravim na eno tako pot. Prišel sem v Fram, tukaj čez 500 metrov se začne tale sloviti vzpon, 19 km dolg, na njem se dvigneš skoraj za 1000 metrov, se pravi približno 5% naklon. Tale vzpon iz Frama gor ni zelo enakomeren. Če gledaš profil, je kar precej nažagan. Pa napne, pa spusti, napne in spusti. Je pa cesta ožja, tako da je na njej manj prometa in je bolj priporočljiva za gor, kakor za dol. Pri takem nažaganem profilu hitro izgubi pomen tistih 5% v povprečju. Zato ker, če gre cesta naravnost ali pa celo tako kot tukaj, malo navzdol, to pomeni, da te nekje lahko čaka tudi med 10 in 15% klanec, ker nekje moraš to višinsko razliko narediti. Je pa ena od značilnosti tega vzpona iz Frama gor tudi ta, da je bolj odprt in da ponuja lepše razglede. In vsi tej faktori nekako so me prepričali, da sem se odpravil prav po tej poti gor. Po dveh začetnih 14% odsekih se je zdaj cesta kar precej zravnala. Tukaj se lahko nadihaš, popiješ malo vode in se razgledaš po tej čudoviti okolici. Seveda pa piko na i temu vzponu doda čudovito vreme, v katerem je ta narava še toliko lepša. Tukaj sem že preko 500 nadmorske višine. Čuti se, kako piha mrzo veter. Upam res, da me na vrhu ne bo zeblo, ker že tle čutim kar precej hladno. Ja, je kar naporno. Moram reči, da se hitro naješ teh 14% odsekov. Kako je nažagano, res bi bilo dosti lepše se voziti v enakomeren vzpon, ampak je pa zelo lepo. Dobro se počutim zaenkrat. Še malo pa bom na polovici vzpona, tako da zaenkrat je vse super. Druga možnost, ki sem jo imel za vzpon na Areh, bi bila preko Rogoze na Hoče in potem gor. Tisti profil, če ga gledaš, to je raven, to, da bi z ravnilom narisal res zelo enakomeren vzpon. Cesta lepa, široka. Kar je slabost, je to, da je na njej več prometa, je bolj turistično oblegana in pa skoraj ves čas poteka noter v gozdu, tako da nimaš nobenih razgledov. Glede na vse te okoliščine, sem se jaz potem odločil, da bom po tisti strani rajši šel dol. Se mi zdi, da bo zaradi tega tudi spust bolj varen. Kar gledam tole cesto tukaj, sej ne, da je prav uničena, je kar okej, je pa res tako pri strani razpokana in če bi se tukaj spuščal, bi lahko tvegal sploh pri srečanju s kakšnim avtom, da se mi karkoli zgodi.
Ampak na splošno je ta cesta iz Frama gor zelo lepa. Te razpoke niso ves čas in tudi niso tako hude, tako da ne smem delati krivice. Je res ok in sem kar zadovoljen, da sem si izbral vzpon po tej strani. Na števcu vidim, da mi je ostalo še 9 km vzpona, kar pomeni, da sem že čez polovico. Prišel sem na eno širšo cesto z oznako 929 in ta ima pa zelo enakomeren vzpon. Tako mi kaže tam okrog 6 do 7%. Lep asfalt, lepo teče in mislim, da se bom po tem koščku tudi vračal nazaj. Se pa ne bom nič prehitro navduševal, zato ker vidim, da še zmeraj moram narediti kakšnih 400 višincev. Tako da je kar lepo tempo in gremo počasi naprej. V tak vzpon mi najbolj paše iti lepo v drugi prestavi, približno 12 na uro. Puls imam tam nekje okrog 150 in to je to. Fenomenalen izlet. Ker sem jaz tukaj prvič v življenju, je ta moj opis te trase zelo pomanjkljiv. Zato vam predlagam, da me spremljate na Stravi. Dol od spodaj v opis videa bo dal link tudi do te današnje vožnje. Če vas pa morda zanima nakup kvalitetnih kolesarskih oblačil po ugodnih cenah, ste vabljeni na spletno stran Sirocco preko mojega specialnega linka oziroma da uporabite mojo kodo, ki vam omogoča 10% popust tudi na že znižane izdelke. Čeprav je tukaj cesta širša in je danes sobota, vseeno na njej ni dosti prometa. Sem in tja pride mimo kakšen avto. In pa zna biti, da je tudi kje kakšno srečanje Porschejev, zato ker me je prehitela ena cela kolonca. Še 4 km vzpona in 220 višincev in bom na vrhu. Pri skoraj 20 km vzponu se to zdi še zelo malo. Po 30 km vožnje sem že preko 1000 nadmorske višine, ampak ne zebe pretirano, zato ker sonce prav lepo greje. Še približno 2 km vzpona in kakšnih 100 višincev. Cesta se mi zdi, da se je še za pikič bolj zravnala, tako da gre res lepo v hrib pri kakšnih 5 ali pa 6%. Jaz bi rekel, da sem na vrhu. Tukaj nisem bil še nikoli, ampak vzpon se je nekako zaključil in tudi moja navigacija pravi, da bom tle obračal in šel nazaj. Tukaj je tudi sedežnica in pa vsi tej Porscheji. Na števcu vidim, da sem prevozil točno 34 km, sem na nadmorski višini 1254, naredil sem pa 1083 višincev. In tej višinci niso lih primerni za kolesarja v lahkih oblačilih, pa čeprav je že konec maja. V bližini je tudi en veličasten slab šumik, pa eno območje, ki ima še zmeraj status pragozda. Blizu je tudi Šotno barje, kar je posebna značilnost tega kraja, in pa Osankarica. Ampak glede na to, kako je tukaj hladno in oblačno, bom se jaz kar odpravil naprej po svoji navigaciji in ne bom tukaj gor nič kaj dosti raziskoval. Spustil sem se par kilometrov dol in zdaj sem tle prišel do enega križišča, kjer bom zavil levo in naredil še en vzpon, zato ker so mi tukaj domačini povedali, da moram iti obvezno še do hotela Bellevue. Tako da zdaj se odpravim v to smer. Je pa zeblo na tem spustu, ampak od vsega najbolj v čelo, prav do bolečine. Tak mrzel zrak. Ok, zdaj pa vzponček, pa da se malo segrejem. Števec mi kaže, da bo tega vzpona 4,5 km. Dignil se bom pa za 150 metrov. Tako da je en tak super lep 3% naklon. Je pa tukaj zdaj spet posijalo sonce, tako da se bom malo segrel. Ja, res je lepo tukaj in si prav predstavljam, kako je lepo šele poleti, ko je od spodaj vroče, tukaj priješ pa gor nad 1000 metrov in svež zrak. Neverjetno, super, super.
Ja, prav zanimivo, lepo. Tukaj tudi pride gor sedežnica, ogromno mountain bajkov, ki se potem spustijo po tem trailu dol, pa te jadralne padalce sem videl. Zelo lep pogled na Maribor. V glavnem prav super, super. Prej, ko me zazebe, se bom odpravil nazaj. Vseeno je tako precej oblačno in tudi vetrovno. Ne bom tvegal, da se kje prehladim. Do zdaj se mi je nabralo 44 km in nekaj čez 1200 višincev. Zdaj, če računam, da je tega spusta dobrih 15 km, pa še 10 kje po ravnini do apartmaja. Ja, vse skupaj mi bo ratelo enih 70 km. Prav super, super. Zdaj se bom spustil tukaj dol v naselje Hoče in potem od spodaj strnem svoje misli za ta današnji izlet. Spust dol proti Hočam je bil super. Cesta je res široka, nepoškodovana, je pa res, da je bilo na njej nekaj več prometa. Ampak spust je tak zelo, zelo enakomeren, ovinki so široki, pregledni, tako da res ni prav nobenih težav. Samo lepo previdno in akcija. Poznalo se je, da je bilo hladno vreme, ker mi je sprednja zavora kar precej drsala. Ampak vse to odtehta lepota in tazga izleta, kakor sem ga imel danes. Prišel sem v spodnje Hoče in tukaj je tega spusta nekako konec. V glavnem super, super lepo sem se imel. Res je letelo dol. Fantastično. Zdaj me čaka še par kilometrov vožnje po tej ravnini, tukaj, da pridem v apartma. Krasno tukaj vse opremljeno s kolesarskimi stezami. Kar se tiče vzpona na Areh, sem navdušen. Res krasen vzpon, ne preveč naporen, ampak sigurno mu svoje da ta njegova dolžina, ki te na koncu vseeno izčrpa. Vesel sem, da sem se odločil iti ta vzpon iz Frama gor, zato ker sem imel lepe razglede. In res, da iz Frama ven trikrat je napelo na 14%, ampak če ne, pa je bilo zelo, zelo, zelo lepo. Malo me je presenetilo vreme, vseeno je že konec maja in nisem pričakoval, da bo tako mrzlo, ker če ne, gor na vrhu je toliko enih stvari za početi. Če ne drugega, bi se usedel nekam na sonce, si naročil eno pijačo in lepo malo posedel tam. Bi bila popolnoma drugačna izkušnja lahko. Moram pa iti enkrat obvezno tudi narediti vzpon iz Hoč gor po tej strašno lepi, široki in zelo enakomerni cesti. Ampak to bo zgodba za enkrat drugič. Upam, da vam je bil moj današnji izlet všeč in če ste tudi sami razmišljali o vzponu na Areh, kar korajžno. Ni tak bav in če sem jaz prišel, lahko pride še marsikdo drugi. Sicer pa najlepša hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.